Starejše generacije se včasih rade hudujejo, češ da mladih ohranjanje tradicije in dediščine prednikov sploh ne zanima. A v resnici še zdaleč ni tako. Dober dokaz sta naša naslednja gostitelja, ki tako skozi ohranjanje starih kosov pohištva, kot skozi negovanje lesne obrti prenašata znanje ter ljubezen do lesa na naslednje generacije. Spoznajmo mlado družino, ki je zavihala rokave in si dom ustvarila v več stoletij stari hiši. Dobrodošli pri Šesku, na stari domačiji, kjer si je dom z veliko spoštovanja do dediščine ustvarila mlada družina. Starša namreč gojita veliko ljubezen do lesa, dobesedno od zibelke naprej. Sara in Martin, živijo, lepo pozdravljena. Za začetek, kje se nahajamo oziroma v kako stari hiši smo? Nahajamo se v zelo stari hiši. To je rojstna hiša mojega očeta, ki je potovala iz generacije v generacijo in nosi sabo ogromno enih lepih zgodb, zanimivih, hecnih zgodb. Priložnost sva dobila ženo Saro, ko sva pričakovala prvega otroka Voranca, da živiva v tej hiši in si zdaj pač postavljava nove plane, kako jo obnoviti. Sam predvidevam, da je stara nekje okrog 300 let. Osnova. In vidva sta se odločila zaživeti v zgornjem nadstropju. Kako sta se tega lotila? Kaj je bilo treba vse postoriti? Kje je bilo treba rokave zavihati? V zgornjem štuku, v zgornjem nadstropju ni bilo nobenega vodovoda, nobenega ogrevanja, tako da sva mogla v bistvu prvo si to omogočati, vsaj za določene prostore. Ostalo pa sva šla čist po nekem logiki, da tisto, kar se da obnoviti, da se obnovi. Kuhno sva tako naredila čisto novo. Vse podne, ki so v teh dveh prostorih, kjer je kuhna pa otroška soba, sva odkrila, ker je bil česni linolej, in jih pač prebrusla, zakitala oziroma zakrpala tiste luknje, ki so črvi naredili, pa še enkrat premazala z oljem. Tako so v bistvu otroško posteljico prenovila, pa v otroški sobi en tak poličnik, ki je že tam stal, že od ne vem koliko let, pač midva se ga dala na isto mesto nazaj prenovljenega in okoli naredila novo garderobno omaro, ki ga zdaj pač nekako objema. Kateri kosi so vama še posebej pri srcu oziroma imajo za vaju posebno zgodbo? Eden tak zanimiv, ki nima neke posebne zgodbe ali pač, je ogledalo, ki ga imava v veži. To ogledalo je prišlo k nam iz ene demontaže, kako že. Tako že pred, po moje, 20 leti. Ja. Malo je bilo pozabljeno že v enem kotu. V veži pa oči obiskovalcev pritegne tudi markanten stol. Gre za stol arhitekta Janeza Suhadolca, ki ga je par dobil za poročno darilo od dedka in babice. Njegova dela pa so tako navdušila Martina in Saro, da sta sklenila enega izmed njegovih stolov po načrtih izdelati tudi sama. Izdelava jima je predstavljala velik izziv, ampak mlada mojstra sta zavihala rokave in tako je projekt že v zaključni fazi. Tukaj je v nastajanju stol po načrtu Janeza Suhadolca. Načrt sva prejela od njega in zdaj izdelujeva 3 enake stole. Tole pred mano je naslonjalo z zadnjimi nogami, ki je v bistvu v enem kosu. Stol ima eno nogo takele oblike in pride takole spredaj. Na drugi strani je pa noga vijugasta, so pa tele za mano in pride takole spredaj postavljena. Stol je iz hrastovega masivnega lesa v kompletu, bo pa cel stol bo črn, sedišče in noge, razen te, ki pride pa v rdeči barvi. Rokovanje z lesom jima ni tuje, o čemer pričajo že številni kosi v stanovanju, ki sta jih skrbno obnovila in restavrirala. Čeprav nihče od njiju po fohu ni iz mizarske obrti, pa ima je skupna velika ljubezen do lesa. Sara, po izobrazbi krajinska arhitektka, že od malega uživa v ročnih delih. Začela je s kvačkanjem in pletilk ni odložila niti med predavanji na faksu. Ko pa sta z Martinom postala par, je hitro vzljubila tudi delo z lesom. Zakaj les? Kaj je tisto na lesu, da vaju je tako zelo pritegnilo oziroma prepričalo? Mene predvsem to, ker je toliko vsestranski. Toliko različne smeri ga lahko zapelješ, lahko je to oprema, lahko je konstrukcija, lahko je pač
samostojni izdelek, lahko je šalčka. Meni se zdi pač nek tak božji dar to za človeštvo. Les. Tudi lesari sami na inštitutu pri nas zelo poudarjajo, koliko CO2 lahko shranimo. Prikazujejo to z raznimi računi, da si bi lažje predstavljali, ampak da je vredno uporabljati pač les v sami prvobitni obliki, čim manj predelanih materialov. V resnici pa na nek drugačen način vama je ljubezen do lesa bila položena v zibelko, v posebne vrste zibelkov za vaju dva, ne? Ja, recimo, ja. V bistvu eden najinih prvih izdelkov je nastal, ko sem jaz postala noseča in sva se pač pogovarjala, kaj vse raba za otroka in seveda rabaš zibelkov, prva stvar, tako, ko pride na misel. Tako je pol nastala, ko ima kvačkano košaro pa lesen podstavek. Češnjo v lesnem uporabu se mi zdi zelo tak tradicionalen, pisan, lep. Orehove palce ima original. Sara je skvačkala košaro, snebljivo. In pa seveda, malo prej sva spoznala predtem za vzglavnike iz ajde, ki so zelo preprosti, že pozabljeni, to ne bi bili iz češnjovih pešk, ne bi pri nas zelo veliko uporabljali. Tako da ja, ležišče je iz ajdovih lušin, ta obod kvačkanja iz bombaža. Ena pomembna stvar zibelke je seveda njeno smer zibanja. Pri tej sva se odločila za bočno zibanje, ker je to tudi bilo tradicionalno zibanje slovenskih zibelk. Manj pomirjujoče zibanje, zato ker kadar mi hočemo umiriti, se vedno zibamo tako, ne, bočno. Kadar smo pa živčni, se zibamo pa naprej nazaj, ker ti nekaj ni okej. Tako da iz tega mogoče tudi je bilo to, zakaj je taka oblika prišla ven, no. Zibelka si je prislužila nagrado Big C za leseni izdelek leta. Ponaša pa se tudi s certifikatom Arts and Crafts Obrtne zbornice Slovenije. Gre namreč za kos pohištva narejen, da se prenaša iz generacije v generacijo in bogati z zgodbami otrok, ki jih bo sladko zazibala v sen. Za njeno končno podobo pa je zaslužen tudi Martinov oče, ki je mlademu paru pomagal z nasveti in s svojim znanjem. On je bil tisti, ki je med domače stene vtisnil toplino lesa in duh mizarskega poklica. 2 generaciji, tako dandanes v delavnici, skupaj brusita čas. Ena z modrostjo, druga z mladostno iskrico. Ja, od nekdaj sem rad rezbaril ali pa izdelke iz lesa sem zelo rad delal. In pa se je bilo treba na koncu osnovne šole odločiti nekam, ne? In mi je bilo to najbolj všeč, ta poklic. In zdaj sem mizar in sem zadovoljen s tem, da je tako. Ja, v naši družini ni tradicija mizarska, je kmetija bila. Jaz sem prvi, zdaj pa to moj sin nadaljuje. Zelo lepe izdelke naredi, nisem pričakoval, da bo tako uspel, ne. Sem ponosen, da se loti tudi takih izdelkov, kot so maske za parkanje. In tudi maske, ki pod Martinovimi spretnimi rokami nastajajo iz kosov lipovega lesa, so prava paša za oči. Martin, kje sva pa zdajle in v resnici kaj je to zdaj za en hobi? Ja, to so zrezlane lesene maske. Kako je do tega prišlo? Tako da v bistvu tudi v Gameljnah je tradicija že od samega začetka, ko se v Sloveniji začeli tudi miklavževanja in to, in tudi v spodnjih Gameljnah imamo neprekinjeno tradicijo do danes, a ne? Ker se trudimo imeti opremo čim bolj kvalitetno, čim bolj pristno. Tudi pri maskah sem želel, da se v bistvu ne zanašamo na kakšne plastične maske ali pa v bistvu cenena barvanja, ampak sem si želel leseno. Torej vi ste uradni opremljevalec gameljnskih parklov? Ja, Lahko rečem, da res, ja. Ko roke spoštujejo dediščino, les postane več kot material, postane vez med generacijami.